Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole, čas je, da odpremo vrata v Sorino radijsko klepetalnico, iz katere bo danes dišalo po kuharskih mojstrovinah Dana Proharta, tekmovalca letošnje sezone Masterchef Slovenija. Simpatičen in zgovoren ter vedno nasmejan Zbiljčan, ki so ga sotekmovalci opisali kot eno veliko srce, je rad kuhal že kot otrok, po možganski kapi pa je kuhanje postalo tudi njegova terapija. Danes oblečen v predpasnik in s kuhalnico v roki živi svoje sanje in seveda s svojimi dobrotami razveseljuje vse okoli sebe. Dan, dobro jutro, dober dan, dobrodošel v naši družbi, kako si? Dobro jutro. Fajn, jutranje, lepo, lep dan se je začel. Rad zgodaj vstajaš ali si bolj za kakšno urco kasneje? Nisem nikoli bil prav jutranji človek, čeprav si že nekaj časa to želim. Kje v zunaj spim, kje na morju, takrat mi vedno rata ob sončnem vzhodu, čim pridem domov, se pa to zavleče. Bova oba še malo počakala do tega jutranjega momenta, ampak danes pa si bova dala duška s kuhanjem. Od malih nog te pravzaprav že spremlja kuhalnica, kuhinja, ogenj in domače dobrote. A so bile ribe krive na morju ali je bilo že prej kakšna taka stvar, ki te je vlekla v kuhinjo? Ja, mislim, da prelomnica res so bile te ribe. Moj oče je bil vegetarijanc, mami ni znala nikoli prav rib pripravljati. Jaz sem jih rad lovil in ko sem bil star, 7-8 let mulc, smo valjda tisto, kar smo jeli, smo hoteli pol tudi pojesti, ne. In ja, ni bilo drugega, kakor pa tlele imaš ponovco, pa kar probi pa ste stiri, pa sem tam nekje začel pa čarati. Na žerjavci, ki je zelo, zelo nepredvidljiva. Ja, žerjavco smo imeli pa res včasih vsak večer pred sabo in ja, dobiš tudi občutek tudi za žerjavco. Je pa seveda, to ni plinar, ne moš kar pržgati pa ugasniti pa na 7 kodati, ampak moš imeti malo več občutka, verjetno. Ti je še danes, ne vem, recimo ljubo tudi potem zaradi tega peka na žaru, kuhanje v kotlu na odprtem ognju, ali zdaj kot odrasel prisegaš na kuhno, na pulte, pa na štedilnik, pri katerem približno veš, pri čem si? Ne, še danes vam jaz, v bistvu mi je ena najljubših stvari, na ognju delati, pa všeč mi zdaj, če nimaš nekega pribora, pa to, kar tam se je dejansko treba znati, časi si v gozdu, da smo z otroci, pa gremo kakšne gobe nabirati in se dejansko zakurimo ogenj in pol tam improviziraš, pa na palce kaj natikaš, pa uvijaš okoli palc, pa kakšno stvar tudi direkt na žerjavco vržeš, ali pa s kakšnimi kamni si pomagaš, pa na kamnu spečeš. Tisti je meni zelo fajn, pa tako pristno. Ja. Ima dim pa včasih tudi kakšna malo bolj zapečena zadeva svoj gušt, ne? Ja, seveda pravi, da ti zažgano, da te pol po noč ni strah, tako da naše otroke ni naš strah. Pa tudi tebe, roko na srce, kot otroka ni bilo nič strah, če še malce ostaneva v teh otroških letih. Brodet, ribi brodet je bila prva taka specialiteta, na katero si lahko upravičeno ponosen. Ne? Še celo očeta vegetarijanca si prepričal, da jo je jedel. Ja, sicer nismo vedeli točno, kaj delamo, smo pa pač vse tisto, kar se je nabrali po morju, od nekih školjk, rakcev, kakšna sipa, kakšna ribica, vsega pomal in s tistega najboljše en takle dober brodet skuhati, ker nekaj časa se je kuhal, malo smo ga začinili, malo tako in na koncu je ratel res dober. Tak za prste oblizant, ki je bil verjetno eden od tistih prvih pušev, ki so te potem bolj usmerili v kuhinjo. Kdaj pa si ugotovil, da pa je kuhanje ena taka ta prava ljubezen, eno tako tvoje, lahko rečeva, kar življenjsko poslanstvo? Ja, se mi zdi, da se je to kar počasi skozi bolj razvijalo, se pravi od tistega morja pa naprej, pa doma. Pol so bila sestro, ko sem bil star, ne vem, nekje 12-13 let, so bila dosti sama doma tudi in so si pač sama kuhala in takrat sem imela tudi načeloma dosti proste roke, sicer neke sestavine doma, ko so bile, ampak seveda sva si nekaj skuhala oziroma sem šel nekaj kuhati tazga, kar imava rada oba dva, ne. In pol, kad sam zase kuhaš, pa tisto, kar imaš rad, pa noben ti ne gleda pod prste, kaj noter mečeš, tam se je pol kar začelo že malo to eksperimentiranje pa vse skupaj. In kaj se je takrat najpogosteje kuhalo? Zdaj vemo, otroci imajo najrajši makarone, pa kaj zraven, a je bilo pri vas kaj drugače? Ja, mi makaronov res nismo veliko jedli, bom rekel, tudi smo jih vsekakor, ja. Smo pa ja, že ful zgodaj začeli, ne vem, sojne omake dosti uporabljati, pa rašidovo maslo sem jaz imel že, ko sem bil star
mulj smejhen, teto sem imel iz Nizozemske in je prinesla iz tam pol marsikakšno tako stvar, pa nek suh kvas, rečemo, ki je bil, pa nas ga nobeden ni poznal, tak za dressing, za nasolate. Tako da sem imel kakšne sestavine, ki sem pol iz tega kaj delal, se spomnim, meso, pa sem hitro dal, pa rešide zraven, pa tako, pa malo sladko, slano je ratal vse skupaj. Tako da sem že takrat jedel malo drugače, bom rekel, kar pa vsaki domači slovenski kuhinji. In to malo drugače ti je ostalo tudi zdaj, tudi v Masterchefu smo lahko spremljali te zanimive, včasih eksotične kombinacije. Ananas, srna recimo je bila ena zadnjih, ki te je poslala potem domov, ampak vendarle, kako pa se odločiš, kaj boš zdaj skombiniral, kako poskušaš to, a bo šlo skupaj, a bomo vse skupaj lahko samo odnesel v biološke odpadke? Moj mir je enkrat dobro rekel, da bomo vsi knjižnico okusov v glavi, iz katere pa sestavljamo te jedi. In jaz mislim, da ta moja knjižica je vsem kar široka, zato si tudi upam take zadeve skupaj metati. Jaz si pa kar lahko, vsem si predstavljam neke stvari, se mi zdi, da bojo skupaj pasale in malokrat sem bi rekel zafrknut, da pa kaj res ni bilo, da res ni skupaj pasal. Ok, ta ananas, ampak tukaj je bila bolj ena druga zgodba, ki je bilo pač preveč, oziroma sem temu malo živčni situaciji, pa to sem namest ananas dodal, nisem srno dodal ananasu in pol bo tisto zelo težko nazaj rešiti. Katera pa je bila morda najbolj nenavadna kombinacija, ki si jo do zdaj skombiniral, pa si na koncu z nasmehom do ušes rekel, a sem vam povedal, da je to dobro? Recimo na zadnje, velikih je bilo verjetno čez življenje, ampak na zadnje glih tole čokoladno omako, ko sem je tudi tam delal. Doma sem delal 10-15 omak različnih, da sem jih probaval, malo smo trenirali za Masterchefa in od nekdaj sem hotel neko čokoladno omako, enkrat sem že delal dolg let nazaj zraven nekega govejega zrezka, pa se spomnim, da je bilo kar v redu, hotel sem pa pač malo dvigati na višji nivo, oziroma da bo res v redu. In je dejansko uspelo. Ana, moja žena, ki je kar dober kritik, je takrat od vseh 15 izbrala to čokoladno, čeprav je v štartu rekla, da ta se zdi, da bo najmanj pasala zraven, da pač ne ve, kako bo to šlo. In je bila polna navdušena. Tako, mojster ve, kako se stvarem streže. Midva si bova zdajle privoščila nekaj pauze, potem pa pokukala v Masterchef kuhinjo in odkrila še kakšno zanimivo zgodbo iz Danovega življenja. Ostanite v najini družbi. Na stežaj danes odpiramo vrata v svet Dana Proharta, Masterchefovca iz Zbil pri Medvodah, ki nam danes dela družbo in seveda z nami deli svoje zgodbe. Tako tiste iz kuhinje, kot tudi tiste druge iz življenja. Dan, zdaj tvoja velika želja je bila prijaviti se na Masterchefa. Kaj te je vleklo v svet televizijske kuhinje in kuharskih tekmovanj? Zanimivo je to, v bistvu, da sem se jaz prijavil že dolga leta nazaj, ki je bila ta prvič gostilna Išče šefa, mislim da. Ampak sem takrat pol dobil svojo prvo hčerko, tako da sem se odločil, da se bom rajšnej po svetu, da ne bom šel v to zgodbo. So pa minevale leta in leta in leta, še zmeraj je bila v meni tista neka želja, da bi šel na televizijo, da bi šel tja kuhati, predvsem zaradi nekega izziva pa doživetja. Nikoli ni bilo časa, bom temu rekel, pol je pa enkrat prišel čas v bistvu in ja, tako so se zvezde poklapale, da mi je uspel se pač in prijaviti in celo priti na sam šov. Tako, in še žena Ana je rekla, ok, pa pejt. Tako, ja. Ne, brez njene podpore ne bi šel, seveda. Ona je bila ful tudi pobudnica tega, seveda ona mogla pa tudi za otroke skrbeti vse, tako da je bilo na obeh kar en velik del vremena, bom rekel. Je udeležba v takšnem šovu en tak poseben zalogaj, ki si ga morda niti ne predstavljamo, ko vas takole gledamo po televiziji? Jaz sem si probal predstavljati, kako to bo. Pa sem drugač dosti človek tak, ki ga ne vrže nič kaj stira, pa tako, ampak ko prideš tja, je res čist drugač, kakor sem si predstavljal. Je res toliko nora izkušnja, toliko enega adrenalina, euforije, vsega skupaj, toliko enih čustev, pa jih hočeš ali ne, pridejo k tebi in ja, je res eno posebno doživetje.
Ja, že sam začetek je bil tokrat poseben, kar nekaj kandidatov vas je bilo izbranih, ampak Masterchef predpasnika si pa niso uspeli nadeti vsi. Kako je bilo tebi, ko si takole, lahko rečeva, ponosno kot prvi zakorakal na tisti famozen balkon z Masterchef predpasnikom in napisom Dan? To bi bil vsekakor en bolj posebnih trenutkov v Masterchefu. Nisem si predstavljal, da se bo takole se zgodil in sem bil kar malo pozitivno presenečen dejansko. In ko sem prej govoril o teh občutkih pa vse, ja, ko sem jaz gor pretekel na balkon, pa vidiš dol iz balkona, pa imaš tisto, se dobro počutiš, pa fajn ti je, pa si vesel, ampak me je pa kar malo presekal, da sem dejansko nek tak raž po telesu, ne vem, neki dopaminov, serotinov verjeten, in sem se kar malo ostal, sem rekel, a takole bomo, me je kar telo sam sebe malo presenetil in ja, je bilo noro. Že v štartu. Noro že v štartu, potem pa se je zbrala celotna ekipa, videli smo kar nekaj tistih pristnih prijateljskih vezi se je spletlo med vami. Kako veliki prijatelji ste pravzaprav postali in kako močna konkurenca ste si bili po kuharskem znanju med seboj? Ful je dobro, ker smo bili res vsi iz drugih koncev, saj mi, ki smo se najbolj družili, bom rekel Jure, Matic pa Barbara, z vsemi sem se jaz veliko družil, ampak mi smo res postali zelo hitro en tak tim. In je bilo fajn, ker smo si znanja predajali, se pač vsaki svojega področja. Tako Barbara nas je veliko o sladicah naučila, tako jaz za svojim razmišljanjem out of the box sem marsikaj po moje rekel, a tudi tako lahko delamo, pa dajmo tudi tako. Jure je imel zelo enega tehničnega znanja velik, Matic ful enega znanja s testom, pa tudi v roladah, pa samim okusi je bil zelo dober, tako da smo se dopolnjevali en drugega in tudi učili en drugega in smo se zelo veliko tudi naučili en od drugega. In tudi po zaključenem Masterchefu še ostajate zelo, zelo povezani. Ja, smo kar ekipca, dobro sodelujemo med sabo, dobro delujemo med sabo. Dejansko se skoraj ne pogovarjamo med tem, kako kuhamo na kakšnemu dogodku, ker že ve vsak kdo, kaj se dogaja. In ja, smo kar en tak dober tim. Jure, jaz, Matic pa Barbara, tudi energija je pol glih ta prava. En je malo bolj hiter, en je malo bolj počasen, en malo bolj miren, en bolj tak, pa se glih lepo vse poklapa. Tako pa ženska, ki udari po mizi. Tako ženska pa mora biti vedno, ja. No, potem, ko si usvojil predpasnik, so se začeli različni izzivi, odlično si se spopadal z njimi. Kako je kuhati pred kamero? Ti si tega sicer vajen, ampak vendarle v Masterchefu verjetno drugačen način dela, pa časovni pritisk, ki je, hočeš, nočeš, zares pomembna komponenta. Ja, tista kamera, mislim, da ni neki en problem, pa neki bav. Tudi za tiste, ki rečemo, jaz se jih pač sploh nisem bal, sem jih nekako navajen in mi je čisto normalno, da nekdo snema. Ene par je bilo mojih sotekmovalcev, ki so bili zelo nervozni, sploh na začetku, kamere, kaj bo pa zdaj to, pa se je hitro pokazalo že, da po prvi, drugi, tretji oddaji so te kamere zginile. In dejansko ti imaš tak fokus na tiste jedi, pa kaj boš kuhal, da te zadnja stvar, ki razmišljaš, je o kamerah. Prej v kakšnemu sodniku, ki se bo sprehodil mimo tebe, pa kakšno rekel o tebe. No, če smo že pri sodnikih, a si imel pred kakšnim od njih še prav poseben rešpekt? Te je bilo strah, kaj ti bo, ne vem, rekel ali Luka, ali Mojmir, ali Karim? Pa jaz rešpekt imam do večino ljudi in to velik rešpekt, se mi zdi eno tako spoštovanje, taka osnova. Nisem pa nikoli imel tega, rekel, strahu ali pa kakorkoli. Jaz sem se v bistvu veselil iz vseh njihovih komentarjev, zdaj so bili slabi, dobri, sicer v štartu nisem še vedel, kako bom dejansko reagiral, ali na dobre, ali pa na slabe, ampak ja, meni je bilo zelo fajn, kadarkoli so prišli. Na začetku smo malo brali, nismo točno vedeli, kaj hoče povedati, a nas malo heca ali ne, ampak pa hitro dojameš, da v bistvu ti hoče samo dobro in da poslušaj, kaj ti pove med vrsticami, je zelo pomembno. Veš, kaj mi ne bo nikoli jasno, ko stojite tam pred pulti, pa čakate na izziv, pa ga dobite, pa imate, ne vem, maksimalno 5 minut časa, da se zmislite, kaj boste kuhali, kako boste kuhali, pa da naberete sestavino, preden vam, ne vem, mogoče celo zaprejo trgovino. Kaj se ti takrat dogaja v glavi? Kako lahko tako hitro dobiš idejo, če pa včasih, ne vem, sediš doma za mizo, pa tuhtaš, kaj bi jedel za kosilo oziroma kaj bi skuhal naslednji dan, da se ne bo ponavljalo non-stop?
Tukaj jaz mislim, da pride v igro tisti adrenalin, pa vse skupaj, pa ta situacija, ker dejansko, ja, tudi, ne vem, te medved lovi, se hitro spomniš, kaj boš naredil, na kje drevo bo splezal, oziroma kako se boš branil. Tukaj je zelo podobna situacija, ker si dol, pač ja, glava dela in veš tudi, da nekaj se moraš spomniti. Ne moreš reči, jaz pa danes ne vem, kaj bi kuhal, ne. Tako da vsekakor možgan dela 120 na uro, veš, da se moraš nekaj skoraj si prisiljen v to in ja, takrat imaš nekaj, da in se spomniš. Imam rečemo izkušnjo, ker sem bil na balkonu, pa gledal so tekmovalce dol, pa so dobili nekaj malo tak bolj zanimiv izziv, bom rekel, ker si na balkonu čas nisem imel ideje, sem gledal, kaj bi pa jaz danes kuhal, ja pojma nimam, ne, sploh ne vem, kaj bi lahko, ja, ker si dol, pač veš, da boš nekaj skuhal in se hitro nekaj spomniš. A je hujš biti na balkonu pa gledati svoje prijatelje, ki švicajo, ali hujš biti spodaj pa računati, da prideš tudi ti tja gor? Letos na balkonu je bilo po moje vzdušje res noro, predvsem zato, ker smo se toliko med sabo povezali in smo tudi vsi en drugmu želeli dobro. In ja, je bilo gore, bila taka navijaška tekma. Jaz sem bil parkrat toliko utrujen od unga balkona, ker sem navijal, pa živčen bil, pa kva on dela, pa kva ti zdela, pa skrbite za unga, pa ja, je bilo kar skoraj bolj stresno gor, kakor pa dol včasih. Bi šel dol, pa vzel nož v roke, pa kaj pomešal, pa kaj začinil. Ja. No, zdajle se bova ustavila na balkonu, pogledala od vrha navzdol, si privoščila nekaj glasbe, potem pa se seveda lotila izzivov takšnih in drugačnih. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, še nekaj minut bodo odprta vrata Sorine radijske klepetalnice, danes v družbi Dana Proharta, s katerim kuhamo in ustvarjamo na različne načine. Nekaj besed bova še namenila Masterchefu in Masterchef izzivom. Zagotovo si te bomo zapomnili potem, kako mojstrsko si prepeval Krački, ki je potem poskrbela za prvo kljukico. V kuhinji tudi kaj prepevaš ali si bolj resen, zadržan in sfokusiran? Jaz skozi prepevam v kuhinji. Ja, prav, dostakrat sem se opazil, ker sem snemal kaj takole, pa s telefonom, kaj zraven, pa kaj delam, pa greš pogledati tisti posnetek, pa skozi v zadnji slišaš neko mrmranje, pa po moje skoraj ni trenutka, da sem jaz tih. No, in to ti verjetno pride prav, ne, tudi pri tvojem siceršnjem delu. Če ostaneva še malo pri Masterchefu, kateri izziv, recimo, si boš najbolj zapomnil od vseh teh, ki si se ga lotil v Masterchefu? Jih je kar ene par, ampak najbolj pri srcu mi je bil vseeno burek, ki sem ga delal. Si ne predstavljal, pač za burek rabiš kar nekaj časa doma, sploh če greš pa mlet testo, pa delati testo iz nule, mlet meso, pa testo iz nule delati. Ena taka stvar, ki jo delam, sicer premalkrat in tam sem imel to priložnost. Ni bilo lahko, vsekakor je bil težek izziv tudi zame, ampak sem vedel, da se moram odločiti, da je pač evo ga pred mano, na pladnju ga imaš, loce ga, zagrab ga. Dajmo ga narediti. In to je to. Tudi pri izbiri sladko-slano bi se običajno odločil za slano, ampak tudi pri sladicah si se kar dobro znašel. Ja, v glavnem večino slano delam, sladko res zelo malo. Doma moja najbolj taka sladica so bile flambirane banane, pa kakšno palačinko, kdaj pa še tega ne veliko. Več, ker to otroci zdaj delajo. Tako, oni so bolj navdušeni na tem in tudi, ja, hčerka dela mafine, biskvite, take zadeve. Se je bilo pa treba seveda tudi tukaj naučiti za Masterchefa tudi kakšno sladico, tako da sem jaz malo zagrabil za osnove, sem malo pregledal zadeve, malo testiral in pa je nekako tudi to šlo, ja. So Masterchef klasi prišli prav? Vsekakor, zelo sem si jih kar nekajkrat prebral, ja. Zdaj pa, če skočiva v domačo kuhinjo, kdo je najpogosteje za štedilnikom pri vas doma, ali se kregate, kdo je zdaj na vrsti spet, da pride bližje štedilniku? V glavnem sem jaz, pa Ana, moja žena. Ona je tudi skozi več za štedilnikom in sem tudi ful vesel, ker res rad jem tudi njeno kuho.
drugač pa večinokrat jaz pržgem plinar. Pa poskrbiš tudi za kakšno nenavadno jed. Zdaj, če sem prav ujela tele tvoje video vsebine konec tedna, ste jedli piščance, ki je zrasel na drevesu v gozdu. Ja, res, ja. Dajva razložiti našim poslušalcem, kaj ste pravzaprav jedli. Gre za gobo, ja, ki raste ponovadi na sadnih drevesih. Gre za se pravi iz debla raste. Lepo lukničar, ne vem, kako se točno reče, je pa chicken of the woods, ga jaz poznam, se pravi piščanec iz gozda. In gobe imajo že same po sebi vedno tako zelo zanimivo strukturo, zelo mesno bom rekel, tudi po bistvu gobe so bolj meso podobne, kot pa kjerikoli rastlini. In ja, sama ta goba je to podobna piščancu, če bi karkoli lahko bi rekel, zamenil za piščanca, je to. Vlaknine ima take, ja, da bi piščanča prsa rezal, ki so ga jih v otroci jedeli, prav ta malo, ki ima pa ta piščanc kosti. Še dobro, da jih nima, ker te so ti pa v Masterchefu kar nekaj težav povzročile. Ja, s koščicam pa imam nekaj izkušenj. Tako, verjamem, da bodo v bodoče manj zoprne, no, če smo zdaj že v domači kuhinji, kaj pa zase za svojo dušo najraje pripraviš? Pa rad imam kakšne, ene stvar je ta, da rad ful dolg časa kaj kuham. Se pravi, kakšne pečenke 20 ur ali kaj tasga. Drug del je pa pol tudi pa neka zelo na hitro pripravljena, kakšna italijanska kuhinja, kakšna morska zadeva, rakci na hitro popečeni, kakšna paščica zraven ali pa kakšen rižek ali pa kaj tasga. Bom rekel, enostavni, dobri okusi, pa oliven olje en dober, pa tako. Včasih vam najraje sam, ja, paradižnik, olivca malo, pa en dober kruh, pa sem jaz ful zadovoljen. Ja, jaz pa lačna, ampak okej, o tem se bova pogovarjala kasneje. Mimogrede, kuhanje je, lahko rečemo v tvojem primeru, tudi ena taka zelo, zelo dobra terapija. Ti kljub svojemu veselju, odprtosti do življenja, ne vendarle nosiš s sabo tudi eno tako zelo zahtevno življenjsko preizkušnjo in prav kuhanje je bilo tudi nekaj, kar ti je pomagalo stopiti nazaj na noge. Ja, po možganski kapi sem se lotil peke kruha. Na začetku smo delali veliko težav, že sam recept, sicer so noter 3 sestavine, ampak tale razmerja pa to si bilo treba zapomniti, pač same številke mi res išlo v glave, nisem si predstavljal, zdaj 60% hidracije, take zadeve. Je pa kruh taka ena sproščujoča, pa testo zadelati je vse en taka sproščujoča stvar, takrat si res nisem hotel nič stresenega na glavo dajati. In jaz sem pa začel, teh kruhov sem po mojem v enem letu, ne vem, sigurno 500 hlebcev naredil, vsi so ga jedli, cela ulica, tisti moj kruh. Vedno sem imel neko ljubezen, vedno sem imel zelo rad kruh, sploh od otroštva, ker se spomniš tistih dobrih kruhov, ko si jih včasih v pekarnah pekli, danes jih zelo težko dobiš, take kjerkoli še. In ja, pa ko si šel po domačo moko, ko si naredil neko ta pravo fermentacijo, ko si prišel do enega okusa, tistega norga, si lahko res sam tisti kruh jedel. In ja, tisti kruh mi je kar veliko prinesel. In potem se je začela nekje zraven pisati tudi zgodba video kuhinje. Kako se je pravzaprav začelo, ne? Sestro sta štartala s to zgodbo, če se prav spomnim. Tako, ja, enkrat smo sedeli na eni dobri večeri pri nas, pa je sestra rekla, pa Dan, pa toliko enih idej imaš za recepte, pa tokrat kuhaš, pa vem, da si rad pred kamero. Prav, kaj če bi mi ustvarili nek YouTube kanal, pa da bi ti tam recepte gor dajal, pa snemal. In ja, njen fant od moje sestre je tudi snemalc, ona je tudi iz producentskih vod, tako da smo bili hitro dobra ekipca. Jaz takrat sem bil še malo nesuveren, kar se tiče govora pa tega, ampak to je bil tudi ena taka stvar, ki sem rekel, evo, dajmo, izziv pred sebe, pejt, ne se ustrašiti in smo pa začeli. Iz začetnega ustvarjalnega trojčka pa je zdaj ratala že skoraj da taka ena mala družinska ekipa, ne? Kako pomembno ti je, da tudi ostali družinski člani z veseljem, ne vem, stopijo pred kamero, pa skupaj pečete palačinke, skupaj ustvarjate, raziskujete, kuhate. Je to ena taka, lahko rečeva, posebna vez, ki vas še močneje drži skupaj? Ja, fajn je, ker je to v bistvu še ena stvar, ki jo lahko skupaj delamo.
Ana veliko zdaj snema, tako da je ta snemalni del prevzela, otroci tudi da imajo kakšno željo, dej to skuhi ali pa dejmo to, tudi najvelika zdaj izrazi željo, da bo nekaj enkrat skuhala skupaj, pa siguren bova. Tako da je fajn, ja, se več, ko se družimo skupaj, več, ko smo lahko, ne vem, prijetno skoristni, bom rekel, združimo, se mi zdi v redu. In ste tudi en tak svetov zgled za vse ostale družine na YouTube kanalu The Food ustvarjate, ne? Da bodo naši poslušalci vas lahko tudi našli. Tako, jaz imam The Dan kot The Food, imamo pa tudi na Instagramu, rečemo smo The Food Family, in ja, bomo skupaj ustvarjali še marsikšno vsebino. Ja, verjamem, da tudi z vsemi ostalimi ljubitelji kuhanja, kdaj, kje in na kakšen način pa vam zaupava po glasbi. Ujemite valove Radia Sora. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaj danes odpiramo vrata v življenje in kuhinjo Dana Proharta, ki smo ga lahko spoznali o Masterchefu letošnje sezone in zdaj le bova rekla še kakšno o zgodbah, ki so se zgodile po samem Masterchefu. Kar nekaj sous je bilo, ko si odšel iz Masterchef kuhinje. Na balkonu so imeli sotekmovalci kar knedel v grlu, tudi tebi ni bilo čisto vseeno. Kako je bilo pomahati tekmovalcem v slovo in reči, se vidimo zunaj? Kaj ti je pomenilo tudi to, ne, da so te sami sotekmovalci označili za eno tako veliko srce, za katerega jim je žal, da odhaja? Se je bilo kar težko malo posloviti od njih. Tisti trenutek, ki se pač zgodi, to je spet 1, 2, 3, odloži predpasnik, to je tista minuta, ki se vse skupaj obrne na glavo, bom rekel. Ni bilo fajn, vsekakor bi si želel človek biti čez njimi, pa delali smo eno zgodbo skupaj in res sem se tam dobro tudi počutil. Ampak ja, tako pride, tako se obrne, je bilo pa lepo videti, ja, kako so vsi se lepo poslovili v bistvu od mene, pa vedel sem tudi za naprej, da bom imel še stike z njimi in da bomo marsikaj še skupaj špičali. In zdaj ga kar špičite naokrog po Sloveniji. Matic, Barbara in Jure ste ena taka, zdaj ne bom rekla 4 mušketerji, ampak ena taka vražja dobra četverica, ne? Na veliko dogodkih vas lahko vidimo. Ja, mi pravimo, da smo 3 pa pol, prav Barbara. Drugač pa ja, mislim, da ful dobro sodelujemo skupaj, res se dopolnjujemo, zaenkrat tudi karkoli smo delali, smo ful uživali, to je meni tudi najbolj pomembno, da prideš na dogodek, ko kuhamo, da smo res fajn, ne da je zdaj tam stresno, pa pa živčna vojna, tudi če kaj malo zagusti, tudi če malo zaplavamo vmes, smo hiter en drugemu malo pomagali, pa splavali nazaj. Tako da, ja, mislim, da smo kar dober tim in bomo še veliko skupaj sodelovali, sigurno. Ja, že ta teden vas bomo lahko videli pa okušali vaše delo, kaj ne? Ja, ta teden bomo prav eno special predstavitev in sicer, ker smo par meni doma trenirali takrat med samim Masterchefom, smo skupaj z Barbaro in mentorstvom, ona je bila sicer ta glavna, smo naredili dubajsko torto, ki je bila toliko noro dobra, da smo vedeli, da moramo to, ja, zato ker še ni prišla otvoritvena ven. In ta četrtek v bistvu bo prvič prišla ven za pokušanje v moji roladi v Ljubljani. Pri Maticu imamo neki event, ki smo ga dejansko prvič zdaj sami organizirali, tudi neka živa glasba bo. Jaz mislim, da bo ful zabavno, ko mi čakam, čim več naj pride, pa naj proba tisto dubajsko tortico, pa naj pove, kako je tudi njim dobra. Ja, jaz upam, da boste imeli dovolj zaloge, sicer pa te zadnje čase lahko za štedilnikom oziroma za kuharskim pultom vidimo tudi v domačih Medvodah. Zdaj, nedolgo nazaj so ti dali en tak zanimiv izziv, da se poigraš z okusi Sotočja. Kako je bilo? Ja, takrat sem se odločil, da bomo šli pa na sladko. Maja Kevc je imela koncert, ful tudi lušno vzdušje v domačem kraju je zmer najlepše, bom jaz rekel, in mi je bilo tudi ful všeč, da sem me povabil, da sem lahko z domačini kakšno rekel. Ja, je pa sezona jagod, malo smo povedali sicer z Masterchefom vse skupaj, tako da so z Maticom pol prišla tja in se predstavlja z rolado po receptu, ki smo jo na Masterchefu delali.
se mi zdi tudi ena taka zanimiva stvar, da ljudje dejansko probajo, kaj smo mi tam kuhali, da ne samo gledaš po televiziji, ampak da lahko tudi ugrizneš v to. Tako, da bodo lahko tudi probali in ugriznili v kuharske izzive, pa boš poskrbel tudi ti. Jeseni menda odhajaš v gozd. Zdaj ne vem, a boš nesel štedilnik s seboj, a se boste zadeve drugače lotili na tehle tvojih, lahko rečeva, kuharskih dogodivščinah. Tako, ja, neka doživetja v gozdu, bom jaz temu rekel. Ne prav veliko plinarskih štedilnikov tam ne bo. Če bo kakšna ponev, pa kakšen koz železen, kakšen težek koz železne posode, ponovadi se tam konča. Vse ostalo se dela pa na žarjavci oziroma na žaru oziroma kuharkoli. Gre pa za to, da jaz pač res rad veliko zahajam v gozd, da se probam čim več naučiti iz narave. In zadnja leta se veliko učim in v samih gobah, počasi zdaj se učim tudi v samem nabiranju rastlin. Kakor sem že prej rekel, zelo rad kuham v bognu. In imam eno prijateljico, Romino, ki je tudi tukaj iz Škofje Loke, ki je odlična determinatorka na področju, kar se gob tiče. Tako da mi dva sva en tak dober tim, ona je strokovnjakinja na nabiranju, jaz pa pol vse to ustvaram, pa začaram skupaj na ognju in da to vse skupaj pol z družbo pojemo. Gre pa za to, da pač malo začutimo to naravo, da se umirimo tam v bognu, da se malo čas ustavi, malo drugačen način življenja. In jaz upam, da vsi, ki bodo prišli, bodo pa tudi nesli to v svoj reden življenje in mogoče včasih kakšen trenutek se ustavili, pa se spomnili na tist, koliko je bilo fajn, pa se malo pomirili, pa malo energije več se naprej. Tako, pa svoje prijatelje potem peljali na kakšno podobno doživetje v gozd. Zdaj, Trije mušketirji pa pol so ena zgodba, tele gozdne dogodivščine oziroma doživetja so druga zgodba. Kuhanje bo ostalo zdaj po Masterchefu zagotovo tvoje poslanstvo. Česa pa si morda na tem področju še želiš? Kje se, ne vem, vidiš v nadaljevanju? Glede na to, da vaš družinski avto je na pol potujoča kuhinja. Si lahko obetamo tudi kakšen food truck ali kaj podobnega? Jaz v bistvu vse se mi zdi, kar delam na koncu, pride tista nit je kulinarika. Vsi tudi ful radi dobro jemo, tudi moji otroci radi pa ostrige jejo, pa tartufe, pa tako so kar gurmančki, tako da doskrat tudi samo potovanja ali pa tele izlete malo povezujemo s hrano, se pravi, kam gremo, a je tam dobro za jesti, in pa vse skupaj skombiniramo. Si pa želimo čim več okoli potovati, čim več doživeti. Mi imamo tudi točno to, tak avto, ki se da marsikam zdajmo priti, imamo šotor gor, tudi da smo zelo aktivni na dopustu, ponovadi se kar premikamo iz dneva v dan ali pa vsaj na vsake 2-3 dni. Pa fajn nam je, ker smo dejansko res svobodni, ponovadi imamo začrtano neko približno destinacijo, pa se pa kar sploh odločamo, kam bomo šli, levo, desno, proti severu, proti jugu, na otok, na obalo, v hribe, in to nam je tudi ful paše, da smo res tako svobodni in da takrat tudi zelo veliko takih zanimivih stvari doživiš, ki ne napovedam vse skupaj. Da niste na poti lačni, pa imaš ti v žepu vedno en tak zanimiv predmet. Prej sva se pogovarjala, ne? Če kakšno stvar res nosiš s seboj že več kot pol življenja oziroma skoraj da celo življenje, je pa to en tak poseben nožek. En nožek ga imam že res skozi sabo. Dedi mi ga dal, star sem bil po moje v nekih 8 let, in od takrat ga imam kar skozi v žepu, zelo velikrat prav pride, včasih kar še malo čudem pogledam, kam pa ti nož sabo nosiš sam, meni se zdi to kar neko osnovno orodje, nož pa vžigalnik, če imam jaz sabo, se kar zelo varen ga počutim, kamorkoli me daš. In bilo zanimivo, tudi na Masterchefu smo zadnji izbirali krompir, kjer krompir je ta prav, kjer ni. Jaz noši žepa, odprem prav, pa ti z nožem tle sred kuhne, sem ga preredil, da smo videli, je ta belbala, je ta rumen. Tako da tudi tam je prav prišel, tako sem ga uporabil. Odlično, tebe v življenju lahko rečeva skoraj, da nič ne preseneti ali pač? Tudi tisto, kar me preseneti zelo hitro, po mojem tako predelam, da pol rešujem naprej. In načeloma me ne. Ampak presenečenja imaš pa rad. Tako, presenečenja so pa zmeraj fajn. In če zdaj le pogledava še malce v prihodnost, pred nami je poletje, čas počitnic, na kakšen način si boš zdaj po, lahko rečeva, kar naporni Masterchef sezoni ti nafilal baterije, da boš jeseni lahko na polno štartal z novimi zgodbami in novimi izzivi?
Letos gremo na dopust z družino, vsekakor, kot vsako leto, čeprav letos smo pa res, nič nimamo še splaniran, pojma nimamo v bistvu točen, kam gremo. Malo smo rekli, da se bomo zadnji trenutek odločili zaradi teh, ker imamo skozi nekaj zadela, da se vse skupaj ful dogaja. Tako da res še ne vemo, spakirali bomo, pa bomo pa videli, da bomo šli, ne vem, ali proti Italiji, ali proti Albaniji, ali proti nekam na lepš, nekam malo bolj stran, ampak dejansko se mu kar malo prepustili. In improvizirali. Sej improvizacija ti je pa ne na zadnje blizu, včasih si bil v improligi, tudi v gledališču se dobro znajdeš, oziroma si se znašel. Kako je zdaj s tem? Že dolgo je tega, ker sem se jaz pojavil na kakšnih gledaliških odrih. Sem pa kot mulj smo imeli eno skupino Cepetavčki, ki je vodila Nina Skrbinšek, zelo dobra mentorica naša je bila, in so nam dali res noro dobre izkušnje. Takrat smo res delali kot profesionalna ekipa, čeprav smo bili še tako mladi. In to je tudi ena taka izkušnja v življenju, ki mislim, da mi je veliko prinesla. Tudi samo to improviziranje, tam pač se ni smel ustrašiti nobenega izziva in tam si mogel tudi, bi rekel, v isti sekundi na odru se nekaj spomniti, pa nisi smel zmrzniti, tako da sem siguren nekaj prihaja od tega mojega navdušenja, improvizacijskega znanja in tega pristnega veselja, ko stopiš pred kamero in skušaš ljudem približati tisto, kar imaš v življenju zares rad in kar ti veliko pomeni. Zdaj Masterchef izkušnja je bila edinstvena in verjamem, da bi jo z veseljem priporočal še komu. Nova sezona bo, to so ustvarjalci že obljubili, zakaj pa bi zdajle kot eno tako brco, kot eno tako spodbudo predlagal vsem tistim, ki so pomislili, da bi bili del te zgodbe, pa še niso zbrali poguma, rekel, daj, pejt, probaj. V življenju v bistvu tisto, kar zamudiš, tistega ne moreš dobiti več, oziroma neko priložnost, ki imaš, ki lahko izkoristiš, jo izkoristi. Sploh, če imaš neko veselje, sploh, če se vidiš tam, pa če bi rad to doživel, jaz mislim, da ne čakati, ker nikoli ne veš, kdaj bo druga priložnost, če sploh bo druga priložnost, izkoristi ta trenutek, pojdi uživati, je pa to neka stvar, ki ti dejansko življenje malo obrne na glavo in včasih iz tega vsakdanjega ritma je kar treba malo včasih malo presekati, pa nekaj novega narediti, pa nekaj drugačnega, se pa tudi dosti dobro počutiš drugače in je fajn. In to ti prav izžarevaš, zdaj ponedeljek velja za en tak malce bolj turoben dan, najdaljši dan v tednu mu tudi nekateri pravijo. Ti vedno prav žariš, vedno si nasmejan in dobre volje, zato mogoče za konec tega najinega klepeta še ena taka popotnica vsem poslušalkam in poslušalcem, vsem nam, da bomo znali dneve dobro izkoristiti, jih narediti sončne, zabavne, energične, vesele. Mislim, po mojem si res vsak dan, ko se zbudim, tudi če je kakšna taka slaba stvar, pa kaj jo vseeno probam pa ne potlačiti, ampak na hitro predelaš v glavi, koliko pa je to res slabo, koliko pa to res zdaj mene nazaj bremza ali pa kakorkoli. In ko narediš neko realno sliko, vidiš, da to pa ni to hudo, ne. In da v bistvu kaj te pa čaka zunaj, pa kaj te pa čez dan čaka, ne vem, in moji otroci lepi, in lep sončen dan, in kakšna dobra družba, in nekaj dobrega za jest. Pa hitro najdeš lahko zelo veliko pozitivnih stvari tudi v dnevu, ki te načeloma gor držijo, in pol, če se malo bolj energijo usmeriš v to smer, vsekakor dan lahko poteka lepše. Dan, hvala lepa za tole misel, hvala lepa za vse zgodbe, ki si jih danes delil z nami. Jaz ti želim, da boš še naprej ustvarjalen, energičen, nasmejan in da se bova še kdaj srečala, tako pred mikrofonom, kot ob kakšnem loncu. Velja? Hvala vam za povabilo, pa se še kaj vidimo. Hvala lepa Danu in srečno, vi pa ostanite v naši družbi še naprej. Sorina radijska klepetalnica na stežaj.